Hvala lepa. Hvala lepa. Dovolite, da še zdaj jaz malo zaigram moderatorja, Jerneja, mi pustiš? Hvala. Hvala. Res iskreno sem vesel, da sta med nami danes tudi na eni strani oče, vsaj ne vem, kako bi rekel, oče, stari oče, Slovenske ljudske stranke, gospod Ivan Ovan in profesor dr. Franc Zagožen, prosim vaju, da pridete da nam nekaj povesta. Na volitve gremo za to, da zmagamo. Ja, volitve v tem jubilejnem letu v 20-letnici slovenske države. Ampak mi smo praznovali 20-letnico 3 leta poprej. Kajti 12. maja leta 1988 se je zgodil veliki pok. Kmečki punt za staro pravdo, za svobodo, za demokracijo in za prihodnost. Tokrat ne gre za punt. Tudi demokracijo verjamemo, da imamo. Gre pa za nov, pomemben, velik izziv. To državo je treba spraviti v red. V tej državi je treba zagotoviti vladavino prava. Zagotoviti je treba to, da bo Slovenija tisto, kar piše v ustavi, socialna in pravna država. In to je vaša naloga, ko boste poslanci Državnega zbora Republike Slovenije. Zato, kot sem dejal, na volitve za to, da zmagamo. Kot sem dejal, za prihodnost. Sicer pa še pozdrav, Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Gospod Oman je bil prvi predsednik Slovenske kmečke zveze, ker je, vidite, ljudski tribun še vedno je. Glasno in jasno pove tisto, kar je treba povedati. Moj glas se zdaj slabše sliši, ampak pred približno pol leta sem na kongresu Slovenske ljudske stranke rekel, da so nam ugrabili državo, da je Slovenija ugrabljena država. Mnogi so slišali kljub vsemu in se zavedajo, da smo v resni krizi, da je ta država
ne samo njeni državljani. Vsi skupaj smo v hudi krizi. Danes sem pa šel v Mozirju kupovati rože na grobove in sem videl tam reklamo. Totalna razprodaja s 50% popustom. Trgovino bodo zaprli. Jaz sem mislil, da je to že predvoljivno geslo ene od list, ki se poteguje za zmago. Njim in tistim, ki stojijo za tem, bi priporočil, da vsaj malo pregledajo gospodarsko zgodovino Slovenije. Lahko bodo prebrali take stvari, gledajte. Da je bila prva Majniška deklaracija, takrat, ko smo odhajali iz Avstro-Ogrske, mogoče zaradi tega, ker se je slovenski narod v veliki meri že gospodarsko osamosvojil od tujega kapitala. Lahko bodo morda analizirali tudi to, da je bila druga Majniška deklaracija leta 1989 možna tudi zato, ker je bila Slovenija v tisti nesrečni federaciji gospodarsko najtrdnejša republika. Brez tega ne bi imeli države. In če jo bomo razprodali, potem smo se odpovedali vsemu, kar nas je držalo skupaj, od Trubarja naprej, pa tudi že prej. Težnje seveda po lastni kulturi, po narodovi samozavesti, po tem, da bi bili na svojem sami gospodarji. Vem, da se svet zelo spreminja, ampak te ključne stvari ostajajo trajne, tako kot so trajne tiste vrednote, na katerih temeljijo uspešne ljudske skupnosti, pa naj bo vaška, krajevna, lokalna, občinska ali državna. In take skupnosti je treba voditi pošteno in pravično. To naj bo vodilo vsem. Jaz vam vsem zaupam, mnogim drugim ne. Vam pa zaupam, da ste se odločili za to kandidaturo zaradi teh vrednot in ne zato, da bi pomagali ugrabljati državo. Že 20 let ponavljam, da Slovenija potrebuje močno slovensko in ljudsko stranko. Slovenska in ljudska bo garant za prihodnost. Hvala vam. Bom kar jaz prevzela, gospod predsednik, če dovolite.
Kaj naj drugega rečem